Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci in gledalci ter sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki živijo v bistvu po nekem svojem srčnem poslanstvu in jim to kar dobro uspeva. Danes je z mano moj dragi prijatelj, istočasno pa tudi fotograf, ustanovitelj Cuker, se me bo še on popravil, ne? To je blagovna znamka za družinsko fotografijo, sicer se ukvarja tudi z vso vrsto druge fotografije, je tudi plesni učitelj, v osnovi pa arhitekt. O tem bomo, kako je do vsega tega prišel in kaj se je zgodilo, bomo govorili. Grega, pozdravljen. Pozdravljena, hvala, da si me povabila na tvoj podcast, sem počaščen in pozdravljeni tudi poslušalci, gledalci, gledalke. Grega je tudi sicer ustanovitelj blagovne znamke Viške, se pravi ene take velike platforme za fotografe, zelo inovativna, ker tega še v resnici ni. In na tej platformi je naredil že milijon podcastov, za kar se je zdaj poznalo v bistvu tudi po njegovem pozdravnem nagovoru nazaj. Grega, povej mi, greva midva čisto na začetek. Ti si najstarejši od 3 bratov. Kaj pomeni to za življenje? Se pravi, prvorojenec v družini z 3 fanti in ti najstarejši. Kako je to vplivalo na tebe, če je? V bistvu, moje otroštvo je bilo precej skrajšano. Prvo sem moral biti na nek način nek nadomestni starš. Hitro sem mogel odrasti, hitro sem se naučil skrbeti za stvari, za ljudi in verjetno tudi iz tega izhaja ta moja želja ali pa navada, da skrbim za nekaj, se pravi, recimo neki šef nekega podjetja. Ne. Po mojem, ta moja želja po podjetništvu in skrbi za nekaj in za nekoga izhaja iz otroštva. In to te je v bistvu potem na nek način oblikovalo v to, da si razmišljal o tem, da moraš biti samostojen, kar te je kasneje peljalo v podjetniške vode, ampak najprej arhitekturni faks. Zakaj? Jaz mislim, da kot nek osnovnošolec, pa tudi kot srednješolec, nekateri že vejo, kaj bi radi počeli v življenju, nekateri še ne. Potem smo pač hodili na tiste neke teste, kjer so nam pokazali, zakaj si dober, kaj bi mogoče bilo za tebe, in vsi so nekako pevali, Grega, ti imaš dobro prostorsko predstavo, lepo rišeš, pa to, ti bi bil pravi za arhitekta, to je dobro plačano delo. Te že ne, in sem pač potem nekako zasledoval ta cilj arhitekture, ki jo imam rad, super je, sama oblika dela, se pa nisem našel v bistvu v njej, ne, sedenje za računalnikom, pa dobro se zdaj tudi sedim za računalnikom non-stop, ampak risanje črt, pa nekako težko spet samostojno kot nek mlad arhitekt, mogoče v tem okolju, pa sem pol nekako se odločil, da ne bi tega več počel, da rabim nekaj, kar je bolj moje, ker sem jaz tisti umetnik, pa nekako projekt se hitreje naredi, obrne, plača, ljudje so zadovoljni, gremo dalje. Ne. Kdaj se je pa pri tebi to spoznanje zgodilo? Ker ti si v bistvu kot najstarejši brat, v bistvu relativno kar hitro zapustil družino in šel v Ljubljano. To je bil potem čisto drugi svet, kjer si bil ti samo in kje se je bolj zgodil ta moment, da si to, kaj si zdaj povedal, se pravi, jaz hočem nekaj bolj ustvarjalnega, nekaj bolj mojega, bolj gibljivega, bolj srčnega? V bistvu se je zgodilo, jaz sem delal kot arhitekt, mislim, da 3 leta v biroju Stirja pri Davidu Mišiču, super, vse je bilo cool, super podjetje, fajn smo se imeli, ampak po teh 3 letih nekako sem v bistvu sam pri sebi začutil, da to ni moja pot. Vse sem rekel, nekako sem hodil tja v službo, tam sem bil bolj ali manj nek tehnični risar, nisem se mogel izraziti jaz kot Grega, nekih svojih idej pa to. Potem je v bistvu v enem trenutku prišel fotoaparat v tvoje roke, ali da si glih v fotografiji izmed vsega našel. Ja, v bistvu že od nekdaj sem si želel imeti neke svoje stvari, pa smo neka društva organizirali, Cricket klub Maribor, pa te Swing Brece, Mariboru Swing, plesno društvo, pa neke bende. Vedno sem hotel nekaj svojega imeti in potem pač smo to z mojo partnerko, pač Daniela je zanosila, pa sem rekel, nič, če ne zdaj pa nikoli, bom pa zdaj si naredil nek SP, neko podjetje.
otrok mi bo še samo dodatna motivacija, da se bom res potrudil, da bo zadeva ratala. Tada smo pač odprli SP, šel sem en podjetniški inkubator tu na Mariborsko razvojno agencijo in sem v bistvu začel z grafičnim oblikovanjem, pa spletnimi stranmi, pa to. Fotoaparat je pa v bistvu prišel tak zraven kot nek dodatek, ko bomo malo neke produkte slikali za stranke, ki pač ima te spletne trgovine, pa to. In sem v bistvu odkril, da mi je fotoaparat ful sede, da mi je ful všeč delo z njim in potem sem vedno bolj začel delati s fotoaparatom, vedno manj dizajna, vedno manj spletnih strani in potem v bistvu sem se odločil, da bom pa še samo fotografijo delal, ker mi je pač tako fajn. Kot si rekel, ustanovil si tudi društvo The Swing Brats, ki je v bistvu ena največjih swing organizacij ali pa združenj v Sloveniji, pa v Mariboru že zelo, zelo dobro razvita v zadnjih, 15 letih. Ti si se našel v swing plesu in si ga tudi prinesel, v bistvu, če se ne motim, z Ljubljane v Maribor. Jaz sem pač bil takrat pobudnik za ustanovitev društva, pa tudi imel prve, kako bi rekel, redne tečaje. Vse so prihajali plesalci iz Ljubljane, sem učitelji, pa so občasno nekaj učili. Ampak neki tako organiziran tečaj, pa pravi, da se nekdo loti nekega grajenja, neke plesne scene, tega ni bilo. Teda, ja, sem bil začetnik ob pomoči enih prijateljev in tudi Roka in Domna, mojih dveh bratov, tudi oba dva plešeta, so tudi oba dva plesna učitelja, bila vmes, Domen je še vedno, v Nemčiji je zdaj uspešen plesni učitelj. Tako sem v bistvu prenesel ta swing nekako na domaj. Ker to je očitno pač oboje si ti začutil kot nekaj, recimo ples si začutil kot nekaj zelo močnega pri sebi in si se skozi to uresničeval na nek način in istočasno potem čisto slučajno, kot si rekel, je prišel fotoaparat in si ugotovil, da je fotografija tisto, skozi kar se lahko izraziš. Vidiš mogoče tu kakšen connection, pač ples in fotografija, ki je tista skupna točka, da se v tebi oba najdeta? Ples je kreativnost, ne? Ples je tudi lepota, lepo za pogledati. Tudi fotografija je neka kreativnost in nekaj lepega za pogledati in pač mene lepo me navdušuje. Karkoli je lepo, lepa glasba, ples, lepa fotografija, lep film. Lepe ženske. Itak, ne? Tako da, to je pač... Ti zaskrbelo, da ne boš omenil lepih žensk, ker kot fotograf in plesalec, razumeš, je to kar se mi zdi. Ja, gremo dalje. Se pravi, ta lepota, v bistvu, ki jo na obeh področjih lahko najdeš, ne? Kdaj pa je bilo tebi, recimo, zdaj si že kar uspešen fotograf, v bistvu ta Cuker je zelo uspešna blagovna znamka za družinsko fotografijo. Kdaj je bilo v bistvu najtežje ti na tej poti, ne? Ko si tako gradil te stvari, ko si želel, koliko je bilo v tebi te borbe, veš, da moraš verjeti v sebe in teh ovir, preko katerih si mogel pregaziti, da si prišel zdaj do te neke točke, kjer lahko rečeš, da si postavil nek posel? Kadar je želja močna, ne, je tu volja zadaj in kadar delaš za sebe in delaš stvari, ki jih imaš rad, takrat je vsak dan prekratek in nič ti ni težko, res. Tako da, iskreno povedano, do zdaj, do tega trenutka mi ni bilo težko psihično, moče fizično si utrujen, ampak okej, ne, to je neka kvalitetna utrujenost, recimo temu. Ampak psihično pa mi ni bilo naporno, ne, še zdaj mi ni. Kar pa mi je naporno, je pa letošnje res leto, ne. Leto 2020 je pa eno tako hudo prelomno leto, selili smo v studio, to ta korona, blesava, komaj čakam, da je tega leta konec. Zdaj ne bom šel v podrobnosti, kaj vse, ampak ni mi bilo težko, no, ni mi težko. Uživam v tem, ko grem korak po korak in mali uspeh, potem seštevek vseh teh malih uspehov, en mogoče velik uspeh, recimo, ampak ja, ni mi težko, uživam v svojem delu, ne. Vse pojamram, ampak ni mi težko. Se ti zdi, da je to pač ključno, recimo pol tudi za uspeh, se pravi, da človek res najde tisto, kar ga veseli, pa potem v bistvu ga ta drive pelje tudi preko ovir, ne, da se... Ali kaj bi ti rekel, da je še poleg tega ključno za to, da je človek uspešen? Mislim, to, da delaš nekaj, kar ti je všeč, je definitivno ful pomaga, ne, ker ne zmanjka ti energije ali pa kasneje ti zmanjka. Ne bi pa rekel, da je ključno, ni nujno, ne. Kaj pa se mi zdi ključno, da uspeš, recimo v nekem splošnem smislu, je pa to, da si pač priden, deloven, odnehaš, stisneš zobe, ne gledaš vse samo skozi denar mogoče, ne, ali pa ne zmeraj vse skozi denar.
pridnost, marljivost, poštenost, dobri odnosi z ljudmi, prijaznost, odprtost, da si dober človek, širiš ljubezen. Od kje naj človek črpa, recimo, ti si zdaj povedal dosti teh nekih dobrih lastnosti in res bi bilo super, da bi, recimo, meni se zdi prijaznost, ena taka res pomembna človeška lastnost, če bi vsi bili malo bolj prijazni, kot smo, tudi do sebe in seveda do drugih, bi lažje šli čez neke te težke čase ali pa težke stvari. Ampak kje recimo si se kdaj zamislil, kje ti črpaš, recimo, da si lahko prijazen tudi takrat, ko so recimo slabi časi, ko si pod stresom ali pa ko recimo je nekdo drug s teboj ni prijazen? Iskreno si želim za ljudi, da jim gre dobro, pa da se dobro počutijo. To je to, ne? Od to črpam prijaznost, istočasno pa tudi vem, da kje so moje meje, ne? Na nek način pričakujem tudi od ljudi nazaj, da so oni do mene prijazni, da se mi ta energija vrača, ker čim se mi ta energija ne vrne, če je neka negativna energija, oziroma da je nekdo v osnovi negativec, ne, ga pač ne spustim v svoje življenje, ne, ga pač izločim, ne. Ampak ti imaš pri svojem delu kot fotograf, recimo pridejo k tebi ljudje in imajo najbrž zelo visoka pričakovanja, sploh pri družinski fotografiji, ko pridejo mamice, ne, pa tak ženske se mi zdi, da pač imajo neka visoka pričakovanja, istočasno pa pač ni čisto vse odvisno od tebe, ne, oziroma je to, da jih usmerjaš, ampak na koncu koliko je v bistvu to razmerje, da lahko fotograf naredi iz 0–100? Ja, eni pridejo z velikimi pričakovanji, eni z malo manjšimi. Kadar ni pričakovanje, lažje dela, pač jih navdušiš, ne, lažje, ne. Kadar so velika pričakovanja, pa tudi ni slabo, ker si dodatno motiviran, pa se še ekstra potrudiš. Včasih je težava ali pa neka lastnost, mogoče določenih ljudi, ne rekel samo mamic, tudi moških, ne, da imajo radi stvari pod kontrolo in kadar se na fotografijo, kadar se priješ fotkat, včasih se moraš prepustiti in spustiti, ne, dati to kontrolo v bistvu iz rok in tudi malo prepustiti, da se stvari zgodijo tako, kot se zgodijo, ne, ker kvalitetna fotografija ne moreš imeti vse pod kontrolo, so enostavno trenutki, ki se zgodijo in si ti tam kot fotograf, da jih ujameš, ne. Imeti dobro in pozitivo v srcu in tako vstopiti v shooting in reči, ok, bomo že zrihtali in potem običajno nekako nastane. Včasih po eni tehniki, včasih po drugi tehniki. Ja, ti kot fotograf moraš biti tudi malo psihologa, malo moraš začutiti te energije, včasih znati do nekoga tak pristopiti, včasih nekomu tak povedati, ne. Najbolj važno je ta connection, da se vzpostavi za stranko, da se kot dva človeka povežeta, ne. Zato jaz recimo tudi vedno tako na začetku vprašam, če se lahko tikamo, da tako neke zidove porušiš, da preko v bistvu pozitivne energije in te ljubezni v bistvu ustvarjaš potem nekaj. Istočasno pa v bistvu tudi v podjetništvu, ne, je ta nek pozitivni pristop nujen, ne. Grega je tudi naš fajn coach za podjetniške začetke, se pravi, če imate neko idejo, pa znate spraviti v nek okvir, ki bi podjetniško pač se lahko začel realizirati v neko zgodbo, potem je Grega v bistvu tukaj za vas. In Grega, kaj se ti zdi recimo najpomembnejše pri tem, da ko ima nekdo idejo, kaj je tisti ključni moment, da ti lahko s to idejo stopiš korak naprej? Zdaj, ali je to storitev, ali je to nek fizični produkt, pač mora biti do te mere izdelano, da rešuje nek problem, da deluje zaključeno, pa da je nekdo za to pripravljen plačati. Ne rabi biti produkt ali storitev izpiljena do konca, ampak dovolj dobro, da greš na trg in da tudi začneš dobiti nek feedback. To je to, imaš nek produkt ali storitev. Druga stvar pa domača naloga, obvezno spletno stran moraš imeti, ker spletna stran danes je prvi stik potencialne stranke s tabo, s tvojim produktom, s tvojo storitvijo. In tu ne šparati, ampak vzeti si mogoče malo več časa, pa tudi mogoče kakšen evro več dati za to, da se naredi lepa predstavitvena spletna stran, ki bo strankam vlivala zaupanje v tvoj produkt ali storitev. To je zdaj cela filozofija, kako jo ustvariti to, ampak načeloma mi ljudje zaupamo lepemu, lepoti, ne? Lepemu dizajnu, zato ker
lepota, vse pomeni tudi zdravje, ne? In zdravemu zaupaš, ne? Nezdravemu ne zaupaš, se ga izogibaš čisto tako nagonsko, naravno. Vse tudi v naravi se to dogaja pri živalih, ne? Pav je zelo lep, ima lepo perje in samico osvaja z lepim perjem in tisti, ki je lepši, ne? Tudi je bolj zdrav, boljši za partnerja ali za kakorkoli, ne? Tako da, v bistvu lepa spletna stran, to pa je to, ne? In z produktom in lepo spletno stranjo lahko ti začneš potem v bistvu nastopati na trgu, pri ljudeh. To so pač tvoji začetni koraki, ne? Ampak se mi zdi pri podjetništvu, da mogoče se premalo poudarja tudi neke osebne lastnosti, ki jih mora človek imeti, da sploh gre na to pot, ne. Ker se zadnjih 15 let se podjetništvo zelo povzdiguje, vsak lahko začne svojo zgodbo, vsak lahko, ampak v resnici pa je kar zahtevno biti podjetnik, zahtevno je pravzaprav biti sam za vse, zahtevno je verjeti vase v vsakem trenutku. Kaj je tisto, kar ti misliš, da je res, kar mora človek vedeti, predno se poda na to pot? Vizijo moraš imeti, ne? In nek cilj pred sabo, ali pa mogoče več nekih ciljev, najprej mali postopni cilji, koraki, pol pa nek dolgoročni cilj. In pač, tako sem rekel že prej, ne? Biti marljiv, vztrajen, zaupati v sebe, iti preko ovir, vedno so neke ovire, najti rešitve, včasih so neke pač ne gre tudi po načrtu, pa moraš biti prilagodljiv, se moraš znati malo prilagoditi, mogoče iti pa k drugi poti ali pa spremeniti svoj produkt, storitev. Se mi zdi, da je tudi potrpežljivost ful pomembna, ne. Če ti greš z zavedanjem na novo pot, da bojo ovire, ne, in da bo nekaj časa trajalo, se mi zdi, da je lažje potem iti preko, počakati, biti fleksibilen. Tako biti potrpežljiv, pač tudi znati videti, kje, kdo oziroma kaj te zaustavlja, ne, kaj te bremza, pa ali to iti mimo tega, okrog tega, to izločiti ali pač nekako rešiti, ne. Ene težave so včasih hitreje rešljive, kot se nam zdi. V tem primeru recimo je fino imeti nekega coacha, pa iti malo se pogovarjati z nekom, da malo z druge strani pogleda, da je mogoče kakšno idejo, ki se ti sploh ne spomniš. Dostikrat je nek problem večji, kot se nam zdi, v resnici pa je ful lahko rešljiv, včasih pa tudi naletiš na neke stvari, pa rečeš, to mi je vzelo 5 minut, pa se cel teden s tem zafrkavaš. Tako da ne preveč razmišljati, boljše je narediti zadevo, ko pa 5 dni mlet v glavi, ne, pa dobiš po nek feedback, pa si se nekaj z tega naučil, pa pogumen biti. Recimo tvoj največji projekt v tem trenutku je Wishcam, ne, platforma oziroma iskalnik fotografov, ki ga pripravljaš oziroma že funkcionira, ampak še ni v tistem čist pravem naskoku, da tako rečem, ne. Kaj se je zalomilo oziroma kaj je tisto, s čimer se zdaj ti recimo najbolj ubadaš in to srčnost v bistvu, srčnostjo rešuješ pač projekt za to, da bo šel naprej? Težava so finance, ne. Ta naš projekt je v bistvu ful velik, ne. Mišljenje za globalni trg, ki je najprej Evropa, pa potem svet, se pravi, gre za spletni iskalnik fotografov. Trenutno imamo čez 220 prijavljenih slovenskih fotografov, njih smo uspeli v bistvu doseči z našim obstoječim marketingom. Zdaj pa v bistvu moramo doseči iskalce fotografov, stranke, ne, se pravi, ljudi, ki pošiljajo povpraševanja preko naše te platforme. In trenutno, zaradi vse te situacije s korono in vsem možnim, enostavno ni energije, pa ljudi, pa financ, s katerimi bi v bistvu izvedli ta marketing, v bistvu osvojili te ljudi, ki bi potem, te uporabnike, ki bi potem uporabili to našo spletno stran. Se mi že dozdeva, da je to v moji glavi v bistvu večji problem, kot je v resnici, ne. No, vidiš, to sem hotela v bistvu od tebe, ta veš nek notranji boj, ki se v bistvu v podjetniku skozi dogaja, ne, in kdaj zaznaš, da je tisto, da recimo je nekaj v tvoji glavi, nekaj, kar je resnica, to se mi zdi, da je konstantno v bistvu se sam s sabo moraš boriti in debatirati. Non-stop si v tem boju, zdaj spoznavam, da je, tako sem rekel, problem verjetno manjši, kot se mi zdi, ampak ker pač tudi Cuker stranko razvijamo, pa še neke druge produkte razvijam, zraven pa studio smo selili in en kup stvari je, ko še moram reči, da zdaj v tem trenutku enostavno nimam še tega driva, nimam še te energije, ta projekt peljati naprej, ker ko se bomo tega naslednjega koraka lotili, bo to velik korak in bo zahteval
veliko mojega časa in energije. Teda zdaj on hold, ampak v novem letu bo definitivno šel dalje. Včasih je dobro spucati stvari prej, predno začneš nekaj velikega. Ne? Tako si rekel, pač ta projekt bo zahteval 100% fokus in energijo, in, ki jo mora pač človek tudi dejansko imeti, ne? In imeti mora čas in imeti mora pač to čistino za to, da. To je pač nekaj, kar se mi zdi, da se tudi ljudje ne zavedamo dostikrat, ne? Ker imamo neko idejo, ampak to idejo realizirati lahko pomeni tudi, da nas bo vzelo 150%, ne? In vprašanje, če smo pripravljeni to dati, ne? To je isto kot pri otroku, recimo, ne? Marsikdaj mislim, da se kar nikoli ne zavedamo, ko se odločimo za prvega otroka, koliko nas bo to vzelo, ne? Ti si tudi očka in kako recimo ti doživljaš pač to očetovstvo, pa tudi koliko čutiš v sebi, ali pa kaj čutiš v sebi kot tisto, kar moraš svojemu sinu predati za življenje? Kot ata mislim, da ga moram vzgojiti oziroma mu predati te neke življenjske norme, ne? Ampak na tak način, da bo on v svetu, v katerega prihaja, ki ne bo isti kot je naš, se znal znajti, ne. Da bo v bistvu preživel, zdaj pa ali bo on samostojni podjetnik, ali bo zaposlen kje, ali za mene lahko tudi lufta, če hoče, pač mora znati preživeti, pa da je srečen. Potem ima pač te klasične stvari, ne, pač bodi pošten, ne kradi, bodi dober do ljudi, ampak to je spet neka stvar, ki je meni, ne, ko ga probaš v bistvu narediti po svoj neki podobi ali željah, ali kakorkoli, ni nujno, ne, mogoče bo svet njegov drugačen, ne, kot smo mi, ne, ko se drugače obnaša, ampak ja, pripraviti ga za svet, v katerega prihaja, ne, pa pač, da se ima fajn z atom, pa da smo čim več skupaj, pa da ima nekaj lepo spomina na otroštvo, pa da ima rad svojega očeta, če lih to spet čisto egoistično, ne, on ne rabi imeti svojega očeta, ne rabi imeti rad svojega očeta, ne. Ja, mislim, rad te bo imel v vsakem primeru, če pristopaš do njega itak z ljubeznijo, če svojim otrokom dajemo svoj čas in svojo iskrenost, se mi zdi, da je to pač tisto največ, kar jim lahko damo, pa dober vzor, da se mi trudimo biti najboljši možni ljudje oziroma najboljše možne verzije sebe, več kot to pa jim težko damo, ker tako kot si rekel, njih čaka čist drugi svet, tudi njihov karakter, njihova zgodba je individualna zgodba, neodvisna od nas, in vse, kar je več od tega, je pravzaprav preslikavanje nas samih na njih, ne, in to ni najboljša varianta. Včasih se mi zdi narobe, da starši probajo neke svoje neizpolnjene sanje v bistvu v otroku, ne. Včasih to rata, če tudi otrok želi, pa je okej, super, ampak če otrok to ne želi, pa ga siliti v neke stvari, pa se mi ne zdi prav, ampak tudi ne obsojam, no, pač vsakemu svoje, ne. Grega, hvala ti za današnji zanimiv pogovor. V bistvu sva se dotaknila vsega, od ustvarjalnosti do podjetništva, do na koncu očetovstva tudi. Dragi gledalci in sledilci Fine podcasta, upam, da ste uživali. Hvala, da ste si vzeli čas, ker še enkrat poudarjam, čas danes je tisto, česar imamo, pravimo, da najmanj. In ostanite danes v duhu te neke pridnosti, neke zavzetosti za tem, kar resnično čutite, da je vaša pot, vztrajnosti, istočasno pa tudi te neke potrpežljivosti, da vse rabi svoj čas. Lepo bodite še naprej in se vidimo naslednji teden. Hvala Maja, ne, za povabilo še enkrat, pa hvala gledalci, ne, da ste si vzeli čas, pa še sledite Maji, ker je ful fajn, pa ima ful fajn znamko. Bodite fajn! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fine zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.